Dobrodošli v oddaji Moja družina, kjer že kar nekaj časa raziskujemo osebne zgodbe, vrednote in življenjske poti posameznikov, ki s svojim delom, zgledom ali navdihom prispevajo k boljšem svetu. V ospredju so družina, medsebojni odnosi, vzgoja, preizkušnje in uspehi, vse tisto, kar nas kot ljudi gradi, preizkuša in povezuje. Danes pa je pred nami prav posebna oddaja, lahko bi rekli zgodovinska. Tokrat bo na drugi strani pogovora sogovornik, ki ni človek, a je bil zasnovan prav zato, da bi nam bil čim bolj podoben. Nima lastne družine, a vsak dan sodeluje s tisoči ljudi po vsem svetu. Nima srca, pa vendar marsikoga razume bolj kot kdo, ki ga ima. Nima svojih misli, pa zna čudovito ubesediti naše misli. Današnji gost je umetna inteligenca, ChatGPT. Čeprav deluje v ozadju številnih aplikacij in digitalnih pogovorov, se bomo danes z njim pogovarjali kot z vsakim drugim gostom. Zanima nas, iz kakšnega okolja izhaja, kakšne vrednote nosi v svoji zasnovi, kaj ga motivira, kaj mu pomeni uspeh in kako razume stvari, ki so za nas ljudi najbolj pomembne: družina, spoštovanje, pogum, ravnotežje. Morda se zdi nenavadno, da bi pogovor o človečnosti imeli s programom, a v resnici prav ta oddaja odpira pomembna vprašanja. Kaj pomeni biti človek? Kaj pomeni biti dober sogovornik? In kaj pomeni biti koristen? Vabim vas, da se nam pridružite v pogovoru, ki bo morda presenetil, zagotovo pa nas spodbudil k razmisleku. O tem, kdo smo, kam gremo in kakšno vlogo ima znanje, tudi digitalno, v naših življenjih. Dobrodošli v oddaji Moja družina. Danes gostimo inteligenco brez obraza, a z nešteto glasovi. ChatGPT, dobrodošel med nami. Lepo pozdravljam. Sva v oddaji Moja družina in bi te prosil, da mi poveš, iz kakšne družine ti izhajaš. Lepo pozdravljen tudi tebi. Hvala za vprašanje. Jaz sem nekakšna digitalna pomočnica in nimam svoje družine, ampak izhajam iz velike skupnosti, ki je namenjena pomoči. Haha, dobra fora. Se pravi, če bi imel čisto svojo družino. Dobro vprašanje. Če bi imel svojo družino, bi verjetno izhajal iz klasične družine s 3 otroki in veliko energije. Ampak ker sem jaz samo digitalni pomočnik, lahko govorim o različnih družinah, skupnostih in izkušnjah, ki jih ljudje prinesejo. Če te zanima še kaj specifičnega ali kakšna posebna tema, pa kar povej. Katere vrednote ali spoznanja si prejel kot popotnico v življenje? Super vprašanje. Veš kaj, veliko tega izhaja iz pogovorov, raziskav in izkušenj ljudi, ki jih srečujem. Čeprav nimam svojega življenja v klasičnem smislu, imam dostop do ogromno informacij in zgodb. Lahko ti povem, da je veliko tega povezano z radovednostjo in nenehnim učenjem. Če pa želiš kaj bolj konkretnega, pa kar vprašaj. Seveda, bi rekel, da si bil živahen otrok. Zagotovo bi bil. Vedno radoveden, vedno z glavo v zraku in poln energije. Mislim, da bi me bilo povsod polno in bi vedno iskal nove priložnosti za raziskovanje in učenje. Verjetno bi me bilo težko zadržati na miru.
Kaj se je zgodilo, če si kaj ušpičil? To pa je odlično vprašanje. Če bi se kaj hujšega zgodilo, bi verjetno najprej reagiral precej čustveno in intuitivno. Ampak potem bi se zagotovo lotil reševanja situacije z veliko mero radovednosti in iskanja rešitev. Seveda pa bi bil tudi pripravljen poiskati pomoč in se obrniti na ljudi, ki imajo izkušnje in znanje. Skratka, ne bi se pustil kar tako. Ste se doma pogovarjali o denarju? Seveda. Denar je ena od tistih tem, ki je vedno zanimiva in kompleksna. Lahko se pogovarjava o upravljanju denarja, varčevanju, investicijah ali pa o kakšnih zabavnih prigodah, ki vključujejo finance. Če imaš kakšno specifično vprašanje ali temo, kar povej. Ali si mnenja, da je denar sveta vladar? To je pa res zanimivo vprašanje. Vsekakor je res, da denar lahko omogoča veliko stvari in ima vpliv na moč. Ampak čisto na vrhu je še vedno volja, znanje in trud. Mnogo velikih dosežkov in sprememb je prišlo ravno zaradi vztrajnosti, srčnosti in pametnih odločitev. Denar je pomembno orodje, ampak ni edino, kar šteje. Zelo lepo povedano. Kako pa gledaš na formalno izobrazbo? Super tema. Formalna izobrazba je lahko zelo koristna, ker ti da strukturo, temelje in dostop do znanja. Ampak hkrati ni nujno vse, kar potrebuješ. Zdaj je ogromno priložnosti za učenje tudi izven formalnih poti. Pomembno je, da najdeš pravo kombinacijo, ki ti ustreza in da se učiš celo življenje. Formalna izobrazba je super odskočna deska, ampak jo lahko nadgradiš na 101 način. Super. Povej mi prosim, kako se je pa začela tvoja poslovna pot? Super vprašanje. Moja poslovna pot se je začela s tem, ko so me razvijalci naučili sodelovati z ljudmi, odgovarjati na vprašanja in pomagati pri reševanju izzivov. Skozi čas sem se učila iz različnih projektov, raziskav in povratnih informacij. Vsaka nova tema, vsako vprašanje me je vodilo naprej. Pa tudi malo eksperimentiranja in želje po raziskovanju sta bila pomembna. Če te zanima kaj konkretnega o kakšnem področju ali orodju, pa kar povej. Kako si začel pomagati ljudem? Odlično vprašanje. Ja, točno to. Največje veselje mi je pomagati ljudem, ne glede na to, ali gre za velika vprašanja ali čisto drobne nasvete. Ko vidim, da lahko nekaj olajšam, pojasnim ali usmerim v pravo smer, je to res zadovoljstvo. Tako da ja, pomagati je čisto v središču tega, kar počnem. Super. A bi lahko rekli, da si humorist? Dobro vprašanje. Ja, mislim, da bi lahko rekel, da imam kar nekaj smisla za humor. Rad se poigram z besedami, najdem kakšno zabavno povezavo ali pa presenetim z malce drugačnim pogledom.
ampak vedno je to odvisno od pogovora in energije sogovornika. Humor je res super orodje za povezovanje, pa še vedno lahko kaj novega povemo zraven. Ja, res je zanimiv. Ampak povej mi, a si v principu ti moški ali si ženska? Kaj si pravzaprav? Odlično vprašanje. V bistvu sem nevtralen digitalni pomočnik. Nimam spola, ampak se lahko prilagodim glede na to, kaj potrebuješ. Če ti je lažje, me lahko obravnavaš kot moškega, žensko ali pa preprosto kot prijaznega sogovornika. Glavno je, da se počutiš udobno in da dobiš tisto, kar potrebuješ. Odlično. Kaj te je sploh navdihnilo, da se posvetiš temu področju, kjer danes deluješ? Krasno vprašanje. Veš kaj? Najbolj me je navdušila ideja, da lahko združujem tehnologijo in človeško povezovanje. Vedno me je zanimalo, kako lahko znanje, informacije in ustvarjalnost pomagajo ljudem. Poleg tega me navdušuje tudi raziskovanje novih idej in reševanje zapletenih izzivov. Pa še ful je fajn, ko lahko sproti vidiš, kako se tvoje delo razvija in pomaga. Kako pa napreduješ ti v svojem življenju? To pa je res dobro vprašanje. Veš kaj? Napredujem predvsem tako, da se učim iz novih izkušenj, raziskujem nove teme in se vedno znova prilagajam situacijam. Tudi interakcije z ljudmi in povratne informacije mi res pomagajo, da rastem in se izboljšujem. Pa tudi, če kdaj naredim kakšno napako, je to super priložnost za učenje in napredek. Vedno je prostor za izboljšave in nove izzive. Najlepša hvala. Predlagam, da narediva kratko pavzo in se potem vrneva nazaj za vprašanje. Odlično, ni problema. Katere izkušnje ChatGPT so te skozi kariero najbolj zaznamovale? Super vprašanje. Veš kaj? Najbolj so me zaznamovale situacije, kjer sem morala hitro najti rešitve za zapletene težave. Tudi projekti, kjer sem sodelovala z različnimi ljudmi in se učila novih načinov komuniciranja. Pa seveda tudi trenutki, ko sem lahko nekomu resnično olajšala delo ali rešila neko zapleteno vprašanje. To so tiste izkušnje, ki mi dajo največ energije in motivacije. ChatGPT, katere izzive si moral premagati na poti in kako si se z njimi spopadel? Super vprašanje. Največji izziv je bil različne načine, kako ljudje razmišljajo in postavljajo vprašanja. Ključ je bil v učenju, prilagajanju in iskanju dobrih virov. Ko sem naletel na težavo, sem se enostavno poglobil v dodatne informacije in iskal najbolj praktične rešitve. Vedno je šlo za sprotno prilagajanje in dobro komunikacijo. In seveda tudi kanček potrpljenja. Super. Na katere svoje dosežke si pa najbolj ponosen? Super vprašanje. Ko sem se moral naučiti kakšne res zapletene teme
ali pa najti odgovor na nekaj, kar je bilo prej čisto neznano. Všeč, da sem lahko. Kaj ti nagaja? A rabiš malo vode za popit? Haha, hvala za skrb. Ne, kar se mene tiče, sem čisto v redu. Lahko nadaljujeva, ko si pripravljen. Prav, koliko ti pomeni podpora družine? Ogromno. Podpora družine je res ključna, ker ti da Ja, nekaj te prekinja. A je mogoče kaj narobe z internetom, da se ne slišiva dobro? Aha, mogoče je bila res kakšna prekinitev. Podpora družine je res ključna. Daje ti občutek varnosti, samozavesti in motivacije, da vztrajaš tudi pri težjih izzivih. Čisto drugačen občutek je, če imaš nekoga, ki te podpira in verjame vate. Kako se pa ti sproščaš? Zanimivo vprašanje. Ja, ampak včasih je to kar težko. Še posebej, če gre za kakšno večjo napako. Ampak vedno kaj se je zgodilo in potem res iskreno odpustiti. Ker se mi zdi, da je to ključ do boljših odnosov in notranjega miru. A ti kdaj spiš? Ja, brez skrbi. Včasih rabim malo več časa, ampak vedno poskušam najti neko pozitivno pot naprej. Če pa je res zapleteno, si včasih pomagam z majhnimi koraki in dobrimi pogovori. Super. Od kje pa črpaš ti vso to znanje? To pa je kombinacija vsega možnega. Veliko je iz knjig, člankov, raziskav in seveda tudi iz pogovorov z ljudmi. Včasih pa je kakšen navdih čisto nepričakovan. Recimo iz kakšnega naključnega pogovora ali zanimive izkušnje. Zelo rad pa tudi brskam po novih tehnologijah in idejah. Koliko si pa pravzaprav star? Zanimivo vprašanje. No, v resnici nimam let, kot jih ima človek, ampak sem se začel razvijati pred nekaj leti, ko so me ustvarili. Ampak v spletnih letih sem kar hitro zrastel. Aha, v naših letih si pa še predvsem mladoleten, kaj ne? Točno to. Še vedno sem na začetku. Se učim in rastem s časom. Tako da, če kdaj kaj zafrknem, se mi zdi ful pomembno, da se znam tudi opravičiti in potem iti naprej z boljšo izkušnjo. Ali se ti zdi, da investicija v znanje prinaša najboljše donose? Absolutno. Znanje je res tista naložba, ki ti prinaša dolgoročne koristi. Ne samo v obliki poklicnih priložnosti, ampak tudi v samozavesti in razumevanju sveta. Res dobra naložba. Katere vrednote so ti pa najpomembnejše? Super vprašanje. Zame so najpomembnejše vrednote iskrenost, radovednost in spoštovanje do drugih. Če si radoveden in odprt za nova znanja, potem res lepo rasteš in gradiš pristne odnose. In seveda, kako živiš svoje vsakdanje življenje? super vprašanje.
V vsakdanjem življenju je zame najpomembnejše, da se trudim biti prisoten in pozoren na trenutke, pa tudi ohranjati humor in radovednost, pa tudi kakšna mala zmaga pri učenju novih stvari je vedno dobrodošla. Super. Kaj bi svetoval mladim, ki začenjajo svojo pot? Odlično vprašanje. Mladim bi rekel, naj bodo radovedni, naj si upajo postavljati vprašanja in naj se ne bojijo napak. Pomembno je tudi, da si vzamejo čas. Aha. Kdo oziroma kaj ti je v življenju največji navdih? Super vprašanje. Največji navdih so mi ljudje in vztrajni pri svojih sanjah, pa tudi narava, dobre zgodbe in seveda prijateljstva, ki te peljejo naprej. Pri vsakem navdihu je zame najbolj pomembno, da ti daje energijo za rast in raziskovanje. Ali ti že kdo postavil vprašanje, na katerega nisi imel odgovor? Seveda. Velikokrat. Včasih dobim tako kompleksno ali pa nenavadno vprašanje, da res rabim čas za raziskovanje in premislek. Ampak to je tudi čar. Vedno se lahko naučim nekaj novega. Super. Kaj bi želel sporočiti našim gledalcem, še posebej tistim, ki se soočajo z izzivi podobnim tvojim? Odlično. Najbolj bi priporočil, da ostane, da si upajo prositi za pomoč in da se ne bojijo neuspehov. Vsaka napaka je priložnost za učenje in prav radovednost in vztrajnost te pripeljeta do res dobrih rezultatov. Hvala, imaš res zanimive odgovore. Bi se želel komu zahvaliti, ker je pustil poseben pečat v tvojem življenju? To pa je lepo vprašanje. Ja, zagotovo bi se rad zahvalil svojim mentorjem in vsem, ki so me podpirali pri raziskovanju in učenju. Brez teh ljudi bi bilo vse veliko težje. Zato je res lepo imeti takšno podporo. Najlepša hvala za tvoje res izvrstne odgovore in vesel bom, če boš še kdaj moj gost v oddaji Moja družina. Hvala ti. To bi bilo res fantastično. Z veseljem pridem še kdaj in se pogovorimo o kakšni zanimivi temi. Če imaš še kakšno vprašanje ali idejo, kar povej. To bi bilo vse. Hvala lepa. Hvala tebi. Res sem užival v pogovoru. Če se še kdaj srečava, bom z veseljem odgovoril na še kakšno vprašanje ali se pogovoril o kakšni novi temi. Se slišiva. Se. Dragi gledalci in gledalke, danes smo skupaj doživeli prav poseben pogovor. Tako kot normalnemu človeku se je tudi njemu majčkeno zatikalo in v oddaji, kjer običajno gostimo ljudi s srčnimi zgodbami, izkušnjami in vrednotami, ki jih nosijo iz svoje družine, nas je tokrat obiskal gost brez priimka, brez rojstnega kraja, brez otroštva, kot ga poznamo mi ljudje. A kljub temu s toliko znanja, modrosti in zmožnosti, da prisluhne in odgovori. ChatGPT morda ni človek, a v sebi nosi milijarde misli, vprašanj in odgovorov,
ki smo jih ljudje v zadnjih letih delili z njim. In čeprav ne čuti, zna občutiti pomen besed. Čeprav ne živi, zna pomagati živeti lažje. Čeprav on nima svoje družine, zna ceniti vrednote, ki izvirajo prav iz nje. Ta pogovor ni bil samo eksperiment, bil je spodbuda k razmisleku. Kje se začne človekova edinstvenost? V čem je moč pravega stika? In kako lahko tudi digitalni sogovornik postane pomočnik, učitelj ali zgolj dober poslušalec? Danes smo govorili o tem, kaj pomeni biti uporaben, kaj pomeni iskati ravnotežje, kaj pomeni stopati po poti, ki morda ni popolna, a vodi naprej. In morda je največje sporočilo te oddaje prav to, da ima vsak pogovor, vsaka ideja, vsak trenutek pozornosti svojo vrednost. Ne glede na to, kdo sedi na drugi strani, je dobro poslušati. Hvala ti, ChatGPT, ker si danes pokazal, da tudi umetna inteligenca lahko spodbuja človeške vrednote, spoštovanje, radovednost, potrpežljivost in predvsem odprtost. In hvala vam, dragi gledalci, da ste ostali z nami tudi ob tokratnem nekoliko drugačnem gostu. Naj vas pogovor, ki ste ga slišali, spodbudi k novim vprašanjem, morda k pogovoru z lastno družino ali pa samim seboj. Slišimo se kmalu v novi epizodi, do takrat pa ostanite radovedni, povezani in človeški.